Zgodovinska srečanja z Judi na Slovenskem predstavljam zaradi tega, ker me je za to prosila sourednica, kolegica Polonca Vidmar, ki je predstojnica oddelka za umetnostno zgodovino v Mariboru. To še posebej izpostavljam zaradi tega, ker avtorji, ki nastopajo v tej knjigi, prihajajo iz obeh ustanov, torej iz Filozofske fakultete v Mariboru in ZRC SAZU. In to so v glavnem vsi ljudje, ki so bili vključeni tudi v velik bilateralni projekt med Izraelom in Slovenijo. Po sklepu srečnih okoliščin nam je na ZRC-ju uspelo že ob prvem razpisu tovrstnega sodelovanja pridobiti projekt in v bistvu je ta zbor, knjiga povezana s tem projektom. Torej gre za študije 8 avtorjev, ki iz različnih pogledov osvetljujejo teme o zgodovini Judov in judovstva v slovenskem prostoru, z vidika, kot rečeno, zgodovinopisja in umetnostne ter literarne zgodovine. Monografijo uvaja stanje raziskav in razprav o vizualiziranju Judov in odnosa do Judov v pozno srednjeveškem stenskem slikarstvu na Slovenskem, zaključuje pa prispevek o enem izmed referenčnih primerov medvojnih in povojnih zaplemb judovske lastnine, in sicer na primeru tržaškega industrialca Karla barona Borna. Kljub tehtnim študijam, ki so izšle na to temo v zadnjem desetletju, prav ta zbornik oziroma ta knjiga kaže na to, da je bilo v slovenskem prostoru, da je bila tematizacija teh vprašanj zapostavljena in avtorji oziroma soavtorji knjige upamo na to, da bo tudi ta knjiga to raziskovanje dodatno spodbudila. Moram pohvaliti tudi res dobro likovno opremo, za katero je poskrbel kolega Andreja Furlan iz Inštituta za umetnostno zgodovino. Nenazadnje, glede na to, da je večina soavtoric in soavtorjev umetnostnih zgodovinark in zgodovinarjev in, kot sem omenil, obravnavajo tudi poslikave, je seveda zelo pomembno, kako se potem ta likovni del posamičnih prispevkov predstavi, in to mislim, da mu je dobro uspelo.